Mala zmaga za družino 6-letne Karoline z boleznijo pospešenega staranja. Po njihovih opozorilih, pozivih in tudi širšem protestu, da je sistem dodeljevanja pravic otrokom z redkimi boleznimi in njihovim staršem obremenjujoč in neučinkovit, so ponovno dobili nadomestilo za izpad dohodka zaradi nege otroka. Ker so bili pol leta brez te pomoči, kar jih je pahnilo v finančne težave, saj Karolinina mama zaradi skrbi za deklico ne more v službo, pa tožijo državo. Tjaša Dogolin. Nedavna odločba Ministrstva za delo je Lavričevim prinesla precejšnje olajšanje. Sem vesel. Po nekaj dodatnih izvidih je povsem nova komisija presodila, da je Karolina upravičena do dodatka za nego, njena mama pa nadomestila za izpad dohodka. Tako da dejansko Karolina lahko ostane doma, lahko ostane z mamo, kar je v bistvu zelo ključno, ker ne smejo vrteti, niti ne smejo njene sestrice, ker infekti v bistvu vplivajo na njo do te mere, da v decembru in aprilu nam je začela se plazati, v bistvu tudi toliko moči ni imela in ravnotežja, da bi lahko prišla v sosednjo sobo. In če so morali doslej dekličino kruto, neozdravljivo bolezen dokazovati na nekaj mesecev, so jim zdaj pravice prvič dodelili za 5 let. Tudi za nas to pomeni, da vsaj 5 let imamo zdaj lahko mirne živce oziroma nekje 4 leta, ker potem bomo ponovno mogli pridobivati izvide. Ne le za Karolino, v društvu William Julian pravijo, da se je rešitev našla tudi za deklico Vito Nijo s Pfeifferjevim sindromom, ki vpliva na razvoj kosti. Ki je prav tako imela to situacijo, da zelo težko, hudo zdravstveno stanje otroka, pa starši niso dobili podaljšanega delnega plačila za izgubljen dohodek. Je pa to v bistvu kronična problematika. Ki naj bi jo pomagala reševati širša delovna skupina na Ministrstvu za delo, kjer pravijo, da so institucijam, strokovnim združenjem in društvom poslali poziv za predloge imenovanja članov. Ja, zaenkrat smo dobili samo povabilo za sodelovanje v tej delovni skupini, ostale časovnice še nimamo. Pač v našem društvu pričakujemo, da bo delovna skupina začela delovati že v tem mesecu. Časa nimamo veliko na voljo in nekje po novem letu, zelo kmalu, moramo imeti na mizi že rešitve. A ker so bili Lavričevi pol leta brez prihodkov in denarja za nazaj drugače ne morejo izterjati, tožijo državo. Upajo sicer na zunajsodno poravnavo. Res težko bomo na ta izpad pol leta oziroma več kot pol leta čakali še 1 leto. Na ministrstvu glede tožbe skopo odgovarjajo, da konkretnega primera do zaključka ne morejo komentirati. Karolina medtem še vedno čaka na gensko terapijo, ki jo razvijajo portugalski in ameriški strokovnjaki. Sedaj je na fazi, da se preizkuša ta genska terapija, ki so obe skupine že razvile na ustreznih živalskih modelih. Pri tem pa je ameriška skupina že začela prve kontakte in pogovore z agencijo FDA. In do prejema zdravila mora deklica ostati v čim boljšem stanju, tudi zato potrebuje 24-urno domačo nego, redne terapije, posebno zdravo, dražjo prehrano in izdatno zaščito pred soncem, saj to izredno škodi.